Za ljubitelje tihe in udobne vožnje so zdaj dobri časi. Tehnologija je fejst napredovala v zadnjih 100 letih, da to niso več tisti ropotajoči vozovi z zunanjimi motorji, sedeži so postali pravi foteli in poganja jih elektrika. Če na avtu še znak Mercedes-Benz in je nekje v imenu črka S, je pa tudi za tiste najbolj zahtevne dobro poskrbljena, ne? Kot bi od izumitelja avtomobile pričakovali, so šli pri tem avtu all in, torej so pokazali vse, kar znajo. In za moje pojme še veliko bolj pomembno, razvili so ga čisto od začetka, torej postavili na novo platformo. Če so njihovi ostali električni avti samo elektrificirane izpeljanke obstoječih modelov, je EcoS pravi električni avto in prav je tako. Okej, oblika. Že od daleč se vidi, da gre za nekaj posebnega, nekaj zelo sodobnega. Meni osebno sicer ni preveč všeč, ker je preveč okroglo vse skupaj, samo na še malo navaditi, ampak ima svoj namen, ker gre za najbolj aerodinamičen serijski avto na svetu. Samo 0,20 meri količnik zračnega upora, kar je izjemen dosežek. Verjetno se mi tudi zato zdi tole najtišji avto, v katerem sem se kadarkoli vozil po avtocesti. Tudi preveč kot 130. Je Robert Lešnik ob predstavitvi povedal, da so šli s tem avtom namenoma v čist novo smer oblikovanja, da vozila izgledajo čim lažje in elegantno, ne pa agresivno, z ostrimi linijami. In tukaj se z boka zelo lepo vidi, da je kabina postavljena precej naprej in zato nam, ki imamo radi klasične oblike z dolgimi havbami, ni toliko všeč na prvi pogled, ne? Pa še tole je zanimivo. Havba se tukaj zaradi aerodinamike ne odpre, zato je treba tekočino dolivati kar tukaj za šipe. Vožnja je spet posebna izkušnja. Sicer so se trudili narediti vse, kar se da klasično, tudi vklop je še vedno s klasičnim gumbom start in tukaj je še vedno ročica za menjalnik kot pri ostalih Mercedesih. Ampak verjetno se še v nobenem niste peljali tako tiho. Pa tudi udobno, vzmeten je itak zračno. Ko se voziš, imaš dejansko občutek, da si v nekem izoliranem kokonu. Tam je vesolje, ti pa lebdiš tukaj v svojem svetu. Če je to za vas užitek med vožnjo, je s tem avtom verjetno dosegel nov mejnik. Navora je kar za 855 Nm, tako da niti več kot 2,5 toni mase praznega avta za ta pogon ni problem. Vleče kot bik, pospešek do 100 je samo 4,3 sekunde in s prenosom moči na podlago ni nobenih težav, ker ima 2 motorja, torej 4-kolesni pogon. 385 kW stisneta, to je 523 konjev, energijo pa črpata iz kar 107,8 kvorne baterije. Večje ni v avtih, ja? Tudi zato je doseg super. Po mojem je to prvi avto, pri katerem ne gledam ves čas na baterijo. Komot je tudi preko 500 km, če je vožnja umirjena. Če so že tukaj tako napredni, bi se lahko bolj potrudili še pri polnjenju. Sicer je okej, do 200 kW gre na enosmernem toku, ampak lahko bi imel serijsko še 22 kW polnilnik. Tukaj je 11. Čeprav je od podaljšanega S 67 mm krajši, je znotraj celo mačkam več prostora. Sicer je hecno, da pravim, da bi glede na dolžino pričakal še več, ampak seveda se tudi tukaj zadaj super sedi in niti za trenutek ne bi razmišljal, če bi mi nekdo recimo rekel, gremo v München, gre z avionom ali s tem. Seveda bi šel s tem, ampak potem imam spet problem, ker itak vedno jaz peljem. Tudi to je zelo zanimiva izkušnja pri tem avtu. Čeprav je okrog 500 kg težji od S, je težišče zaradi ogromne baterije tako nizko, da je občutek v ovinkih boljši. Sploh, ko pohodeš pedal in se kar izstreli naprej. Ni mi pa všeč občutek med zaviranjem. Regeneracija je super, tukaj nimam kaj reči, ker ima več stopenj in najmočnejša res fina zavira. Pa tudi sam zna predvidevati, kako močna naj bi bila. Ko začneš zares zavirati, se pa najprej zdi, da nič ne prime, potem pa ja, ampak premalo odločno in seveda moraš kot voznik dobro vedeti, da tale avto s potniki in prtljago tehta več kot 3 tone. Če koga skrbi, prtljažnik je celo 70 litrov večji kot pri S, če je to za vas najbolj pomembno. Ima pa 5 vrat, kar je seveda bolj praktično, ni pa toliko klasično limuzinsko. In na hitro še tale prostor.
Veliko je, itak. Sedi se precej naprej in visok, pri S je bolj gosposko. Skoraj vse je tukaj na dotik, kar mi že od nekdaj ni všeč, ampak se moram s tem sprijazniti pri vseh modernih avtih. Mercedes se sicer trudi, da bi bili ti meniji enostavni in da se prilagajajo vašim potrebam, ampak vseeno včasih preveč iščem kakšno funkcijo, ki bi lahko imela še kakšen klasičen gumb, da bi bilo potem vse skupaj hitrej, pa še prstni odtisi se poznajo na vsem tem steklu. In ponoči vse to svet, da se počutiš kot kakšna riba v osvetljenem akvariju. K sreči se da ta zaslona izklopiti, da je potem okej. Jih pa pokriva tole ogromno ukrilno steklo, ki so ga obdelali pri 650 stopinjah, da je lahko takšne oblike. Premalo časa sem imel ta avto, da bi lahko povedal še kaj več o polnjenju in ostalih električnih nadlogah. Je pa to definitivno električni avto, ki si zasluži črko S v imenu. Kdor se želi umakniti v svoj svet, bo EcoS kar prava izbira. No pa sej, za dobrih 190 jurjev, kolikor tale stane, tudi mora biti, a ne? Ti vse pol ste sprobali polnjenje, ne? Ja, z 205 kW šlo največ, ampak samo, ko je bila baterija okrog 30% polna, pol je jasno padel. No, je pa res, da tudi ko je bila 80% polna, je še vedno z več kot 100 kW filal, tako da se da.